Pustinje, leposlovno besedilo, ki je v izvirniku izšlo leta 1982 in ga je podpisal avstralski pisatelj Gerald Murnane, so nenavadno delo. Eno tistih, ki pričajo o neizčrpnosti literarne ustvarjalnosti, o pogojni naravi izvrstnih oznak, pa tudi o tem, da iz obsega knjige težko sklepamo, kako dolgo bo trajalo naše branje. Pustinje so namreč relativno kratko in dogajalno precej izpraznjeno delo. Delo, ob katerem težko govorimo o pravi psihologiji ali karakterizaciji likov, še manj o odnosih med njimi. A kljub temu so izredno kompleksen, sporočilno bogat tekst, ki ga bralci in kritiki najpogosteje označujejo za roman. Več o tem v nadaljevanju s prevajalko in pisateljico Anjo Radaljac, po zaslugi katere lahko Pustinje beremo v slovenščini. Gre tudi za prvi knjižni prevod katere od Murnanovih knjig. Z Anjo Radaljac se bom pogovarjala Tina Kozin. Ko sem pred 20 leti prispel v Pustinje, sem imel oči na pecljih. V pokrajini sem iskal karkoli, za kar bi se zdelo, da morda nakazuje, da se za vidnim skriva neki zapleten pomen. Moje potovanje v Pustinje je bilo mnogo manj zahtevno, kot sem ga kasneje opisoval. Niti tega ne morem zatrdno reči, da se natanko spomnim ure, v kateri sem zapustil Avstralijo. Se pa po drugi strani jasno spominjam zaporedja dni, v katerih se mi je vse bolj in bolj začenjalo dozdevati, da je ravna pokrajina okoli mene kraj, ki ga ne more interpretirati nihče razen mene. Pustinje, ki sem jih v tistih dneh prečkal, niso bile vse po vrsti enake. Včasih sem se zagledal čez veliko plitvo dolino, posuto z drevjem, lenobnim govedom ter morda ubornim potočkom v njenem osrčju. Drugič se je na obrobju zaplate povsem neobetavnega podeželja cesta povzpela proti nečemu, kar je bilo brez dvoma videti kot grič. Nato pa sem za njim zagledal le še eno pustinjo, ravno, golo in zastrašujočo. V velikem mestu, kamor sem prispel nekega popoldneva, sem opazil način govora in slog oblačenja, ki sta me prepričala, da sem prišel dovolj daleč. Ljudje tamkaj niso bili čisto takšni značilni Pustinčani, na kakršne sem si želel naleteti v oddaljenih predelih notranjščine, a mi je ustrezalo, da sem vedel, da je pred menoj še več pustinj, kot sem jih že prečkal. Pozno tistega večera sem stal ob oknu v 3. nadstropju največjega hotela v mestu. Mimo običajnega vzorca uličnih svetilk sem se zagledal proti temni pokrajini v daljavi. S severa je v toplih sunkih pihal rahel vetrič. Nagnil sem se v veter, ki se je vzdigoval iznad okoliških kilometrov savan. Obraz sem spačil v izraz, ki je odražal nabor močnih čustev in zašepetal besede, ki bi jih v trenutku, ko spozna, da je odkril točko lastne pripadnosti, morda uporabil filmski lik. Nato sem se vrnil v sobo in sedel k mizi, ki so jo namestili posebej zame. Kovčke sem razpakiral nekaj ur kasneje. Zdaj je bila moja miza obložena z visokim kupom map, polnih papirja za zapiske, škatlami s kartončki in naborom knjig, ki so jim med stranmi obtičale oštevilčene kartice. Na vrhu kupa je bil srednje velik notesnik za oznako, notranjščina, filmski scenarij, ključ kataloga zapiskov iz ozadja in inspiracijski material. Na plan sem potegnil debelo mapo, naslovljeno Občasne misli, še ne uvrščene v katalog in vanjo zapisal. Niti ena duša v tem okrožju ne ve, kdo sem ali kaj nameravam tu početi. Čudno je pomisliti, da ni izmed vseh teh Pustinčanov, ki zdaj mirno spijo v razdraščajočih se z lesom opaženih hišah z rdečimi železnimi strehami in čudovitimi sušnimi vrtovi, v katerih prevladujejo lažni poprovci in kurajongi in gredice tamariše, nišče ozrl vizure Pustin, ki jo bom kmalu razkril. Naslednji dan sem preživel v labirintih salonskih točilnic in na ležalnikih v pritličju hotela. Vse jutro sem sam sedel v globokem usnjenem naslanjaču in strmel v pasove nevzdržne sončne svetlobe, ki je prosevala skozi žaluzije oken, ki so gledala na glavno ulico. Bil je brezoblačen dan, zgodaj poleti in žgoče jutranje sonce je prodrlo celo v kavernozno verando hotela.
Spoštovani poslušalci, lep pozdrav še enkrat. Poslušali smo odlomek iz romana Pustinje, ki ga je prebrala naša današnja gostja, Anja Radaljac. Anja Radaljac, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Pustinje so, kot sem že nakazala v napovedi, zelo kompleksno, nenavadno, a umetniško tudi zelo močno delo. Danes bova govorili predvsem o tem, zato predlagam, da najprej rečeva besedo dve o avtorju, ki ga doslej v slovenščini, v knjižnem prevodu še nismo srečali. Ja, jaz moram priznati, da v bistvu ta prevod Geralda Murnaina Pustinje, oziroma v izvirniku The Plains, je meni ponudila v prevod Tanja Petrič, ki je tedaj urejala prevodno leposlovje za založbo Litera, kjer je potem seveda roman tudi šel. In jaz moram priznati, da tega avtorja predtem nisem poznala. Tudi nisem povsem vedela, v kaj se spuščam prevajalsko. Mogoče lahko tudi o tem kasneje kaj rečeva, ampak to se mi zdi, da je mogoče celo čisto v skladu z neko splošno percepcijo tega avtorja, zaradi tega, ker zelo velikokrat pravzaprav zasledimo neke take formulacije, kot da je to najbolj znan, neznan klasični avtor pišoč v angleščini, recimo, ali pa da je najbolj neznan klasik, take opredelitve. Skratka, ja, pač gre za avstralskega avtorja, ki ima tudi v bistvu v Avstraliji en tak ozek krog bralske publike, ki pa je zelo predana in zelo navdušena nad njegovim pisanjem. V njegovem življenjepisu se mi zdi, da ni nekaj, kar bi zelo posebej mogoče izstopalo, izpostavlja bi, da je to avtor, ki je rojen v letu 1939. Na začetku svoje karierne poti se je odločil za duhovništvo, potem je to pustil, postal je učitelj, dolgo časa je učiteljeval, kasneje pa je po zaključenem študiju začel pravzaprav predavati na terciarni ravni, se pravi pač na univerzah, kreativno pisanje. Pač ves čas se je nekako ukvarjal z pisateljevanjem. Njegova prva dva teksta sta bila precej avtobiografska, je šlo za neko mogoče bolj izpovedno prozo, kjer še se ni v tej meri mogoče izoblikoval ta njegov kasnejši, bolj pač prepoznavnejši izraz. Tam se je pač nanašal na družinsko življenje in recimo, ne vem, pač ena od takih zgodb je mogoče ta, da je imel brata, ki je imel duševno motnjo in je dokaj zgodaj umrl. No, Pustinje so pa pravzaprav tisti roman, ki ga je najbolj mogoče pisateljsko opredelil in ki so tudi dosegle najvidnejšo, največjo prepoznavnost, so tudi najbolj prevajan njegov roman. In v bistvu v tem romanu nekako razvije že v bistvu se mi zdi te zadeve, ki jih potem tudi v svojih kasnejših tekstih, tudi pač teh najnovejših, zelo razvija. Gre za neko prozo, v kateri v bistvu preučuje, kakšen je odnos med podobo, med tem, kar je vidno, med tem, kar je recimo skrit pomen za neko vidno podobo, skratka neke v bistvu filozofske refleksije, ki se v bistvu skozi prozo, skozi literarni medij v bistvu nekako izpisujejo. In za te tekste je večinoma značilno, da nimajo zelo močne zgodbe, ampak da so predvsem v bistvu res usmerjeni v eno tako refleksivno pisanje, ki se ves čas giba zelo od proze do filozofije, esejistike nekako, ampak je tako pregneteno, da ne moremo reči, da, v bistvu, da bi šlo recimo za neko filozofsko pisanje bolj pravoverno ali kaj takega. Definitivno je to leposlovje, ampak ima zelo močne te prvine in Pustinje so pač prvi roman, v katerem je on v bistvu nekaj takega izoblikoval, oziroma kjer je pač izoblikoval ta svoj izraz, kjer je prišel se, mislim, do teh ključnih svojih interesnih točk v ustvarjanju. Zato je tudi logična izbira, se mi zdi, za prevod. In se mi zdi, da je to v bistvu Tanja Petrič zelo v redu. Da je zelo v redu, da je to izbrala, zdi se mi, da je vredno, da je bilo prevedeno. S tem se zelo strinjam, to, da ima relativno ozek krog bralcev, je tudi, vsaj po mojem mnenju, razumljivo, kajti res gre za zahtevno literaturo, ki terja počasno branje, številna vračanja, ampak vsem tem še v nadaljevanju. Morda samo še besedo dve o tem uvodnem odlomku, ki ste ga izbrali in prebrali. Zakaj se vam zdi to
dobra vstopna točka za ta najin pogovor. Ja, jaz moram povedati, da imam nasploh, tudi kot avtorica, imam težave z tem, od kje javno brati romane, ker se mi zdi, da dosti bolj kot recimo pri poeziji ali pa kratki prozi je pri romanu, če beremo nekje iz sredine, vedno vzeto nekaj ven iz konteksta. In kadar berem na ta način, da berem nekje iz sredine, in tako se mi zdi, da je dobro, da je že neka kontekstualizacija, da je že pogovor, recimo, ne vem, napeljal na to. Če pa je v bistvu tako, da je dejansko potrebno nekako odpreti tekst in odpreti prostor, pa se mi zdi mogoče zelo neizvirno in prozaično se mi zdi začetek najbolj. Zdi se mi, da začetek romana je tisto, kar pač tudi bralstvo, ko pride v stik s knjigo, najprej odpreš, prebereš začetek. Če te v bistvu tisti začetek ne nagovori, mislim, verjamem, da je mogoče kje kasneje kak odlomek, ki bi lahko bolj nagovoril, ampak se mi zdi, da pač roman zahteva to pozornost, zahteva v bistvu, da ga beremo od začetka do konca, v razliki od, ne vem, zbirke esejev in seveda kratke proze in poezije, tako ki pač lahko več prenese tega, da v bistvu ne beremo linearno, ne. Tako da zato pravzaprav, ker se mi je zdelo, da ta začetek konkretno se mi zdi, da nekam nas umesti, ne, ker v bistvu skupaj z pripovedovalcem, tudi zdaj v tem pogovoru pač prideva v pustinje, v bistvu ugotoviva, kaj je njegov namen, približno se že tu izrišeno, tako da se mi je zdelo, da je dejansko smiselna vstopna točka, no, čeprav neizvirna. Ne, se povsem strinjam s tem. Anja Radalec, predlagam, da vseeno rečeva besedo dve o vsebini, čeprav sva že obe povedali, da je zgodba morda tu bolj v ozadju, da je dogajalno precej izpraznjen roman, pa vendar se mi zdi, da bodo poslušalci lažje sledili najinemu pogovoru. No, kot ste že dejali, nekaj se je že zarisalo tudi iz samega odlomka. Ja, dogajalno izpraznjen, to se mi zdi, da je vedno potrebno pogledati pri proznem tekstu, pa dobro, tudi v drugih zvrsteh. Se mi zdi, da eno dogajanje obstaja na makroravni, to so te neki dogodki, ki jih lahko vidimo, ki nas premikajo po zgodbi, se pravi neke točke, ki jih lahko kdorkoli, ki knjigo prebere, navede, ne, se pravi, zgodilo se je najprej A, potem B, potem C. In potem je neko dogajanje, ki je v bistvu na neki bolj mikroravni oziroma v nekem podtalju. In jaz bi rada poudarila, da se v pustinjah v podtalju zelo, zelo veliko dogaja. Ves čas se nekaj dogaja, tudi potem, ko bomo govorili verjetno še o slogu in načinu zapisa in to, vidimo, da se zelo veliko dogaja v bistvu med samim izrazom umetniškim in v bistvu posredovano vsebino. Je pa res, da na tej makroravni, kjer lahko, in zato imam zdaj tudi ta uvod, ker bom povedala vsebino knjige v enem stavku, pač dejansko se na tej makroravni dogaja zelo malo. Imamo tega pripovedovalca, ki ves čas romana ostaja nepoimenovan, se pravi, ne vemo njegovega imena, ne vemo njegovega priimka. Gre za neko, predvidevamo lahko mlajšo osebo moškega spola, ki pride v fiktivno pokrajino pustin oziroma tudi tu je zdaj že vprašanje, ne, a je to fiktivna pokrajina ali je v bistvu samo nek način poimenovanja oziroma mišljenja notranjega dela Avstralije. Ampak ja, v nekih aspektih definitivno je fiktivna ta pokrajina z to družbo, neko, ki tam biva in tako. Se pravi, pride v bistvu v neko fiktivno pokrajino, v neko fiktivno kulturo in želi posneti film o njej. To je v bistvu njegovo izhodišče. In potem, zdaj sem se sicer pogovarjala, ta knjiga je imela ne mogoče čisto tipično uredniški potek, no, na koncu je sicer uredil Orlando Uršič, ampak je delno uredniško z njo tudi delal Aljaž Krivec, no, in on je recimo komentiral, da se mu zdi, da na nekem, in to se strinjam, pa nočem si prisvojiti tega oznake, da je na nek način to tudi nek roman o iniciaciji. Ta moški v bistvu pride v to pustinjo, želi posneti film, pride v bistvu z enim zagonom, potem pa kar se zgodi, je pa to, da v bistvu potem ga tako posrka ta kultura, da ves čas v bistvu raziskuje in se v bistvu podobno kot vsi v tem kulturnem okolju nekako tako preda v bistvu temu
raziskovanju, da nikoli ne posname filma. Tako da v bistvu celotna zgodba je ta mlajši moški, pride v fiktivno pokrajino pustinje, ki se nahaja v notranjosti Avstralije, želi posneti film, ampak ga nikoli ne posname. Nisem po mojem ničesar pokvarila, to ni bilo dobenih kvarnikov, ker pač je res težko je dati kvarnik v tej knjigi. No. Pa to je tudi kvaliteta. No. Pustinje seveda so v središču te knjige, kot pove že sam naslov. Z njimi se ne ukvarja le pripovedovalec, ampak vsi. Je pa v bistvu bralsko zelo vznemirljiv opis teh pustin, ne? Kajti, kot ste že nakazali, pravzaprav ne vemo, ali gre za neko fikcijsko stvarno pokrajino znotraj Avstralije, ali je to neka sanjska pokrajina, ali je to morda prispodoba za človeško subjektivnost, individualnost in tako naprej. Skratka, ves čas se premikamo nekje po teh orisih. Kako ste jih doživljali sami? Ja, to vprašanje se mi zdi zelo v skladu z tem tekstom. Zaradi tega, ker sem prepričana, da vsakdo, ki bere, doživlja pustinje na svoj specifičen način. In mislim, da je to tudi v bistvu eno od dosti pomembnih mogoče sporočil tega romana. In sicer jaz osebno sem pri prevajanju se zelo veliko spraševala ravno to, kar se sprašujejo nakazani liki oziroma osebe v romanu zelo pogosto, kaj sploh so te pustinje, no? Kaj sploh so, na kakšen način obstajajo, če obstajajo. Ampak na koncu bi jaz rekla, da v resnici so pustinje so pravzaprav, mislim, da je to se mi zdi kvaliteta teksta. Pustinje so pravzaprav kjerkoli. Ne? Pustinje, jaz mislim, da so pravzaprav pustinje tudi zdaj tu, v tem studiu. Pustinje so pač v Avstraliji, v tem fiktivnem prostoru. Pač zdi se mi, da so pustinje pravzaprav, da jih je mogoče brati kot neko oznako za opis stanja tega, da pravzaprav vsak subjekt v družbi oziroma pač vse, kar biva, obstaja v nekem času in prostoru. In seveda lahko obstajamo oziroma soobstajamo v istem času, v istem prostoru. Ampak kljub temu, da v bistvu obstajamo v istem času in v istem prostoru, ne moremo zares dostopati do subjektivnih izkušenj, ne, ki jih ima vsakdo o tem času in prostoru. Kar je potem v bistvu vprašanje je to, ali takrat, ko doživljam nek prostor, recimo, ne, ali so tiste stvari, ki recimo mene najbolj nagovorijo, ki meni najbolj izstopijo v nekem prostoru, ali so te stvari enake kot recimo nekomu drugemu, ki je z mano v istem prostoru. In v kolikšni meri se v bistvu skozi to subjektivno percepcijo tudi sama pokrajina potem povratno modificira. Se pravi, zdi se mi, da v bistvu pustinje na nek način opisujejo stanje tega, da hkrati bivamo v nekem zelo stvarnem svetu, stvarni realnosti, stvarnem prostoru, oprijemljivem, materialnem, ampak obenem je tudi to oprijemljivo in stvarno izmuzljivo, zaradi tega, ker je v bistvu ves čas pogojeno z našo percepcijo. Ne? Seveda zdaj, če tu pač pogledamo naprimer nek drug organizem, nečloveški, ki naprimer lahko zaznava, ne vem, ultrazvočne valove ali pa kaj takega, ne, se to še bolj modificira. Torej pravzaprav gre v bistvu, se mi zdi, pri pustinjah in v bistvu temu vprašanju, raziskovanju tega, kaj pustinje so, pravzaprav za eno tako zelo temeljno prevpraševanje tega, koliko je lahko karkoli okrog nas zares spoznavno in koliko je lahko v bistvu katerakoli stvarnost, katerakoli materialnost, koliko je v bistvu nam sploh dostopna in koliko v bistvu sploh lahko naredimo neko izmenjavo. Se pravi, koliko lahko jaz doživim nekaj, kar doživlja nekdo ob meni. So pa na nek način v bistvu, mislim, ampak to je recimo tisto, kar je mene najbolj nagovorilo, no, pustinje še vedno lahko v bistvu služijo kot prispodoba za marsikaj, recimo kot čist neka alegorija za nek družbeni trenutek v Avstraliji, konkretno recimo za nek družbeni sloj, ki živi na nek konkreten način, v nekem konkretnejšem prostoru, se pravi recimo pač v Avstraliji, ne? V nekem zgodovinskem momentu. Lahko so v bistvu tudi nekak prispodoba prostora oziroma neko prizorišče, kjer se odvija v bistvu neka analiza, neka študija recimo nekega konkretnega meščanskega družbenega sloja, mogoče višjega meščanskega sloja, ne vem, plemiškega celo, ker v bistvu tu gre za v pustinjah v bistvu
naj bi bivalo veliko nekih plemiških družin, ki ima vsaka svoj dvorec in v bistvu zelo razvejano to neko družinsko ozadje in svoje lastne družinske tradicije, ki so potem prepletene s temi tradicijami v kulturi, ne? In to je v bistvu iz tega vidika, seveda so pustinje lahko ne samo nek filozofski pojem ali pa neko filozofsko preopraševanje, kar se mi zdi, da sem prej nekako nakazala, ampak so v bistvu lahko tudi neka alegorija za neke bolj konkretne, neke konkretnejše politične pojave, pa neko izhodišče morda za analizo teh pojavov, no. Obenem seveda so pustinje lahko tudi, kot je bilo nakazano, ne, iz vaše strani, se pravi, neka sanjska pokrajina, neka popolnoma subjektivna, neko v bistvu prostor domišljije, no, kjer je v bistvu vse nekako zamejeno z subjektom in njegovim lastnim mišljenjem in z njegovimi kapacitetami mišljenja. Tako da pustinje so tako, kot mogoče zdaj se mi zdi, mogoče kar v redu se vidi, izmikajoče so. Izmikajoče so in zelo težko jih je pripeti, no. In se mi zdi, da to je tudi eden od namenov in ciljev tega romana, da jih v bistvu zelo težko fiksiramo, no. To bomo videli tudi potem iz 2 citatov, ki sem jih izbrala, ki govorita tudi o tem, kako kompleksen je ta jezik, ampak že iz tega, kar ste zdaj povedali, se vidi, da je to v bistvu sporočilno in pomensko zelo, zelo kompleksen tekst. Ne nazadnje, ko ste govorili tudi o morebitnih političnih razsežnostih, se mi zdi, da se v določenih sporih, ki so opisani, noter se da prepoznati neko prispodobo, v katero bi zlahka potegnili tudi naše sodobno stanje, ampak pustiva zdaj to. Kar mi je bilo zanimivo pri tej skupini prikazanih likov, bom rekla, je to, kako intenzivno in zavzeto se vsi dejansko ukvarjajo s pustinjami, kajti tudi če izhajava iz tega, da recimo, kot ste govorili, da ponazarjajo neko subjektivnost percepcije in modifikacijo prostora znotraj nje, je zanimivo, ne, da tu se dejansko vsi obsesivno ukvarjajo s stopinjami, medtem ko, če pogledamo sodobno družbo, se le redko kdo tako ukvarja, bodisi s seboj, bodisi z prostorom, v katerem živi, in z tega vidika sami se mi zdi zelo posrečeno govorite v spremnem besedilu o družbi, ki nenehno preučuje sebe in svoje. Zdaj sem vas kar citirala. Ja. Mislim, da je mogoče to ena tistih točk, ki se meni osebno zdijo, da jih je precej lahko v bistvu navezati na neko politično analizo oziroma refleksijo. Pravzaprav, kar se tu dogaja, ne, zdaj mogoče moram vsaj toliko na vsebini tudi reči, da ja, tu gre pravzaprav za neko družbo, plemiško pravzaprav družbo, meščansko, visokomeščansko družbo, v bistvu nekih moških, ženske so v romanu pretežno samo kot neki prividi in nikoli ne nastopijo v bistvu kot subjekt z lastnim glasom. Ti moški v bistvu stalno preučujejo v bistvu svojo rodbino, neke tradicije lastne rodbine, recimo zelo se ukvarjajo z grbi, z temi družinskimi grbi, ki nikoli niso v bistvu dokončani, ne. Ker vedno znova iščejo neke pomene, ki se v bistvu še nikoli niso razkrili nikomur v preteklosti, ampak z stalnim upoštevanjem tega, kar je pač opisano že bilo, ne. Se pravi, stalno motrenje te neke lastne preteklosti, v bistvu lastnih prednikov, vse seveda po neki moški liniji, preučevanje nekih keramik, v bistvu ohranjanje nekih velikih knjižnic in tako. In v bistvu se mi zdi, da podobno, ne, se potem začne dogajati tudi s tem pripovedovalskim likom, ki v bistvu želi najprej to samo raziskati, ne, kaj se tu dogaja, kakšna kultura je to, kakšni ljudje, kakšne so te navade in to. Ampak v bistvu potem tudi sam zapade v to, da v bistvu kot da nekako, če želi vstopiti v ta njihov prostor, mora najprej opredeliti se do nekih velikih pojmov, kot je recimo čas, ne? Ker recimo v tem romanu obstaja tudi 5 šol, ki razlagajo, kaj je čas, kako čas funkcionira, kaj to sploh je, kako teče in tako. Mislim, da to pravzaprav govori o eni konzervativni družbi oziroma enem zelo konzervativnem načinu bivanja, ki se v bistvu ves čas, jaz mislim, da v bistvu ves čas išče neko točko
fiksnega, nečesa oprijemljivega, nečesa, kar se ne spremeni, morda tudi ravno s tem zavedanjem, da se pravzaprav vse spreminja in v bistvu nekim občutkom, da ne moreš imeti nadzora v bistvu nad ničemer, v bistvu do takega ekstrema, da ne moreš nadzorovati nečesa tako v bistvu oprijemljivega, kot je družinski grb, ne. In se mi zdi, da v bistvu iz tega nekako izhaja ta potreba, ki jo seveda lahko pač tudi neke sodobne konzervativne politike navežemo, ne, in tu se mi zdi, da pač absolutno se navezuje tekst na neke konzervativne politike lastnega časa, ne. V bistvu iskanje nečesa, kar se lahko ohranja, kar bo šlo onkraj v bistvu nekih spremenljivosti, kar bo šlo onkraj nekih subjektivnosti, nekaj, česar se bo v bistvu človek lahko oprijel. Mislim, da gre za nek občutek tega iskanja nečesa oprijemljivega, kar mogoče tudi da nek občutek varnosti. In na drugi strani je v bistvu ta neka nemoč, da v bistvu vsakič, ko neki poskušajo preučiti, recimo ta grb, družinski grb iz primera, ne, vedno odkrijejo še nekaj. In zdi se, da nekako ni nikoli dokončan do konca. Nikoli v bistvu ni te točke, v kateri bi dejansko dosegli neko istost, prepoznali nekaj, kar se je že zgodilo, ne. In zaradi tega se v bistvu ves čas se pač ukvarjajo z tem, kar je že bilo, kar je njihovo, kar so te njihove neke kulture, neki njihovi vzorci, tradicije, navade, vse te zadeve. In hkrati v bistvu ves čas nekaj malega subjektivnega spreminja. Skratka, zdi se mi, da v bistvu nenehno iskanje v bistvu tega, kako samega sebe nekje fiksirati, se nekje utrditi, se pač najti neko oporišče, ne. Ti detajli, v katere se tudi poglabljajo, so zanimivo, ko jih potem razvozlaš na jezikovni ravni, so to lahko neke lise, ki morda sploh niso, ne. Ja. Barvni, mikrodetajli, ampak bolj, ko bereš tisti stavek, bolj se ti zdi, da morda je to samo odsev neke barve in da morda tega dejansko sploh ni, no. Tako da... Ja, ne, absolutno. Pač ves čas vse deluje nekako stalno kot privid in v bistvu kot nek občutek, da je težko oceniti, kaj je nekako resnično. In to se mi zdi, da, mislim, v tem smislu se mi zdi, čeprav je to tekst, lahko potem tudi kasneje, ki reče o tem, no, kako ga je zdaj brati ali nekaj, ali pa kdo ga lahko danes bere, se mi zdi, da je aktualen v tem smislu, da je zelo težko oceniti, kaj je resnično. Recimo zdaj imamo, ne vem, postopke, kot je deepfake, v katerem lahko pač postane resnične stvari, ki se niso nikoli zgodile in postanejo resnične, ne vem, na videoposnetku, ne, ali pa na audioposnetku sploh. Kar je tudi zanimivo, ker v zadnjem delu se recimo zelo veliko ukvarja z tem, v kolikšni meri je fotografija zanesljiv medij in koliko lahko odraža neko resnično stanje. V tem smislu se mi zdi, da se v bistvu tekst ukvarja s tem, kar je pa tudi za dan današnji čas pomembno, kako nastajajo neki narativi, kako se oblikujejo neke zgodbe, ki si jih mi posredujemo, pripovedujemo in v katere začenjamo verjeti, ne. Ker tako, kot ste rekli, ne, lahko je samo neki lisa, nek odtenek, neka senca nekje, ampak ko to potem postavimo v eno zgodbo, ne, lahko postane resnično nekaj, kar ni nikoli obstajalo drugače kot neka senca, kot nek privid, kot nek preblisk nekoga, ki pa mogoče, če bi nekdo drug gledal, ne, tako kot pač ste rekli, ne, sploh ne bi videl iste stvari tam, ne. Ampak se mi zdi, da v bistvu na ta način tekst govori o tem, da vedno v bistvu ustvarjamo živimo ves čas v bistvu v nekih narativih, v nekih zgodbah, ki si jih pač kot družba in kot posameznice in posamezniki pripovedujemo. To besedilo je osupljivo z jezikovnega vidika, tudi zdaj bom najprej se dotaknila same sporočilnosti pripovedi, kajti pisanje izjemno precizno, kompleksno, to sva že rekli, terja ogromno mero pozornosti od bralca, ampak potem se vedno izkaže, kot da tekst teži k temu, da bi zabrisal recimo svojega označenca, ne. Kajti giblje se ves čas na meji nasprotnosti, paradoksa. Bom prebrala zdaj 2 stavka, oziroma navedla bom 2 citata, iz katerih se vidi, da na kako pravzaprav zelo, zelo izmuzljivem terenu se giblje bralec, ko poskuša nekako akumulirati te informacije, ki naj bi mu jih tekst ponujal. Citiram: Kdorkoli, ki ga vse od otroštva naprej obdaja obilje ravnin, mora sanjati, da bi izmenično odkrival enega od 2 različnih tipov pokrajin.
prvo, vselej vidno, a nikoli dosegljivo, in drugo, vselej nevidno, če tudi je vsak dan večkrat stopal po njej. Konec citata. No, drugi tak primer pa je recimo tale, citiram: Junak mojega lastnega filma je na skrajnem robu lastne zavesti zaznal neraziskane pustinje. In ko je v sebi iskal tisto, o čemer je bil najbolj prepričan, je bilo le malo bolj gotovega kot pustinje. Film je zgodba o njegovem iskanju dežele, ki bi ležala za vsem ali znotraj vsega, kar je kdaj videl. Konec citata. Ja, mogoče, da sem tu bi izpostavila to, kar sem na začetku rekla. No. Zdi se mi, da, in to se meni zdi ena največjih odlik tega besedila in se mi zdi tudi ena visoka literarna kvaliteta, je to, da tekst je pisan, pa čisto taka se mi zdi prepoznavna oziroma značilna odlomka, ne. Tekst je pisan na ta način, da bralstvo nujno postavi v enako pozicijo, v kateri so v bistvu te plemiči v romanu oziroma ta pripovedovalec. Skratka, kar zahteva tekst od nas, je pravzaprav enak modus, v katerem pač te liki v romanu delujejo. Ne. Se pravi, če bi ta tekst, mislim, marsikaj v tem tekstu, tako kot je verjetno bilo jasno iz tega, kar sem povedala o zgodbi, je možno povedati dosti preprosteje. Lahko bi bilo to povedano, mislim, marsikaj bi bilo lahko povedano dosti bolj direktno, mogoče tudi na ta način, da bi bilo razlagalno. Skratka, da se te stvari se da posredovati, kljub temu, da gre za nek filozofsko bolj poglobljen tekst, se bi dalo posredovati marsikaj dosti bolj enostavno. Ampak tu je meni osebno, mi je to všeč, da je pač tekst napisan tako, kot je napisan, ker te res prisili, da v bistvu z nekim literarnim postopkom, ne da te v bistvu vključi v zgodbo na kak bolj postmodernističen način, recimo v smislu, da te naslavlja, ne vem, tako kot ko neke zimske noči popotnik, recimo v drugi osebi, ne, kot bralca, ampak pravzaprav moraš preprosto se spustiti v točno tak način mišljenja, ne, zato da lahko temu tekstu slediš, kot je to, o čemer bereš. In to v bistvu tudi postavi, se mi zdi, nek zelo specifičen stik, no, med bralcem in med tekstom oziroma tem, o čemer bere, ne. Ker zahteva pravzaprav seveda neki umetniško delo v umetniškem delu, to v bistvu, ne, ker potem pač itak imamo znotraj teksta imamo različne odlomke, v katerih imamo, ne vem, nekaj poetično, nekaj dramsko, nekaj tako, ampak v bistvu nas postavi v to vlogo, da tako kot v bistvu te plemiči ves čas raziskujejo neke njihove kulturne in umetniške artefakte in izdelke in neko produkcijo, ne, na isti način moramo pristopati do tega besedila, ne. Ampak dejansko, mislim, to je zelo tehtna in dobra ugotovitev, ki so jo dali, kajti dejansko bi se lahko bralec, saj moja bralska izkušnja je taka, ukvarjal s tem delom enako, kot se plemiči ukvarjajo s svojo heraldiko, in mislim, da bi nam vsako branje odkrilo nekaj drugega, spet bi lovili neko drugo senco, neko drugo liso in recimo, da bi bil tu nek idealen čas in prostor, bi lahko to knjigo raziskovali na enak način in enako dolgo, se pravi, skončno, ne, mislim. Ja, to ste omenili, ne, da zdaj sva govorila o sporočilni ravni, je pa tudi ta oblikovna raven, kjer nenehno prehajamo iz poetičnega že v domala dramsko menjavanje dialogov do pripovednega. Skratka, menjajo se zelo različni izrazni načini, delno tudi registri. Tu se mi zdi, da se lahko dotakneva prevajalske izkušnje, kajti zdi se mi, da tudi prevajalec vendarle mora imeti neko trdno točko, ki jo iščejo ti liki, ki jo išče bralec, ampak te trdne točke nekako ni. Ja, jaz sem prevajala različne stvari, ker dosti sem prevajala tudi neleposlovja, neke znanstvene monografije in take zadeve, seveda ima vsak prevod neke lastne izzive. Mislim, da bi ta tekst najlažje pač po zahtevnosti mogoče primerjala z prevodom Davida Thoreauja, ki je ameriški transcendentalist in ima tudi v bistvu zelo, zelo specifičen jezik, seveda je pač marsikaj, so neke filozofske ideje, pa več čas se giba med esejistiko in dnevniškim pisanjem in filozofijo in tako, in je zelo, zelo zapleteno. Ta tekst je bil po mojem
na nek specifičen način najzahtevnejša stvar, kar sem jo prevajala, zaradi tega, ker tako kot sva zdaj govorili, že pri branju je težko razvozlati te pomene in že pri branju, lahko po mojem prebereš ta tekst 5-krat, pa potem na tak pozoren, koncentriran način odkriješ, ne vem, vsakič nekaj novega. Ampak meni se je zdela zelo velika prevajalska odgovornost v bistvu to razvozlati na tak način, da bom jaz to lahko posredovala ljudem naprej, ker to so tudi formulacije zelo zapletene, v bistvu podredja, neverjetna in tudi v bistvu vse te misli sem morala razvozlati do dovolj velike mere, da se mi je zdelo, da jih lahko posredujem naprej, no, da je bila moja interpretacija tistega, kar sem prebrala, točna, ker zelo pogosto gre samo za eno besedo lahko, ki je recimo postavljena na malo drug način, pa se celi povedi spremeni pomen, ker je v bistvu poved tako zelo natančno in tako zelo previdno in v bistvu na tak zelo krhek način strukturirana, ne. Predvsem je bilo to, no, ta v bistvu strah, a bo vsak ta pomen, a bom lahko ta pomen posredovala naprej, pa tudi seveda jezik je izjemno kompleksen in že v bistvu nekako kako ujeti v bistvu ta ritem, ta slog v bistvu, to, kako v bistvu narediti, da bodo te dolge povedi, da bodo v bistvu lepo tekle, da bodo v bistvu zvenele naravno, ne. Ker v angleščini res zelo tečejo, po drugi strani so pa pisane na ta način, da se v bistvu nekako idejno, miselno ves čas zatikaš. In v bistvu kako združiti ta način, da se v bistvu da dobiš ta učinek, da je ves čas tekst zelo tekoč in zelo prehoden in v bistvu hkrati se stalno zatika na tej idejni ravni. Pač definitivno je bilo težko. In se mi je tudi se mi je zdelo pač neko odgovorno delo, ker se mi je zdelo, da nek tak tekst, kot je to, dopušča veliko možnosti za neke prevajalske zmote, pa ne v smislu nekaj faktičnih zmot v tem najbolj dostopnem smislu, no, ampak pač nekih zmot, ki nastanejo ravno zato, ker je vprašanje, koliko globinsko lahko interpretiraš nekaj, tudi ko prevajaš, no, tako da zahtevno. Anja Radalec, še 2 razsežnosti tega besedila bi se dotaknila, govorili sva v glavnem o romanu. Sami, zopet bom rekla, zelo dobro konstatirate, da bi lahko to delo imenovali tudi za fiktivno kulturološko študijo. Kaj je tisto po vašem mnenju, kar ga vendarle opredeljuje bodisi kot roman, oziroma zakaj je ta druga oznaka tudi mogoča, govorite tudi o veliki enciklopedičnosti teksta? Ja, jaz imam osebno zelo rada oznako roman, ker jo zelo mogoče pretirano, celo konzervativno dojemam, kot kar je pač prvotno ta oznaka pomena, se pravi nek tekst, v katerem je lahko v bistvu karkoli. Zelo tako v bistvu ta ideja tega, da je v bistvu nek tekst, ko ne vemo točno, kako ga opredeliti, a ne, in je obsežen in ima zelo veliko nekih stvari in nekih postopkov in je v bistvu roman pomeni v bistvu to, dokaj dolžino na neki meri, ampak v bistvu to zmožnost besedila, da je lahko zelo raznovrstno, da lahko uporablja zelo različne postopke, da ima zelo malo pravil, ki jim mora slediti, v bistvu v primerjavi recimo z nekimi klasičnimi oblikami v poeziji ali nekaj takega, no, če se vrnemo, ne, nazaj k nekim izvorom, kako je pač v bistvu, ne vem, se razvijala pač, ne vem, frazeologija in razvoj pač poezije in oblik in tega in tako, in v primerjavi z prozo, meni je pač roman fantastičen, ker recimo, če pogledamo Fatalista Žaka, recimo pri Diderotju, tam vidimo, da to ni neka linearna pripoved, to so pač neke vložene zgodbe, filozofski odlomki, pač neke metafikcijske reference, čist neki postopki, ki bi jih imeli za postmodernistične z neko drugo prizmo. Pač tako se mi zdi, da je v bistvu zelo fajn in ta tekst konkretno v bistvu izloči tisto, kar je v današnjem razumevanju romana, ne, najbolj prevalentno, se pravi pač ena trdna zgodba, dolga zgodba, razvejana zgodba z liki, ki imajo bogato psihologijo. V prvi plan postavi neke druge elemente romana, ki so pa ravno tako tradicionalno v bistvu del romana kot žanra, se pravi filozofski razmislek, idejno raven, v bistvu refleksijo, v bistvu prostor, ne, dogajalni prostor je tu res tisto, kar najbolj živo nastopa in jezik, zelo veliko dela z jezikom, pač meni je in kot avtorci in kot prevajalki in kot kritičarki pač ključno vedno v literaturi delo z jezikom, ker se mi zdi, da je zelo pomembno razumeti, da je to pač v literaturi edino orodje, izraz, pač oziroma sredstvo izraza.
In v bistvu te stvari postavi v ospredje in še vedno pravzaprav posreduje, ne, elementi, ne, kot je zgodba in liki, to še vedno obstaja in je pač postavljeno samo v drug plan, zato jaz mislim, da je to roman. Ker v bistvu kar se po mojem zgodi, je samo to, da se ti elementi nekako med sabo premešajo in dobijo drugo mesto kot morda v večini tekstov, ki jih danes razumemo seveda kot roman in kot to, kar pač ta oznaka predstavlja. Je pa lahko, ja, absolutno možno se pogovarjati o tem, da je mogoče najti tudi neke popolnoma nove in subjektivne oznake oziroma subjektivne individualne oznake za ta tekst. No, kulturološka študija se mi je zdaj recimo nek smiseln oziroma fiktivna kulturološka študija se mi je zdaj smiselna oznaka, zaradi tega, ker se preprosto tako velik del teksta ukvarja z kulturo nekega prostora, fiktivno kulturo seveda, ampak z neko kulturo, z nekimi umetniki tega prostora, z zgodovinarji tega prostora, literati tega prostora, z nekimi tradicijami in v bistvu ves čas to preučuje, no, in tudi se mi zdi, da z tega vidika je možno govoriti o tem, no, da je mogoče brati ta tekst kot fiktivno nekakšno študijo, no, ker se tudi v bistvu zelo ker je zelo veliko tudi v bistvu nekih pasosov, ki jih je čisto mogoče razumeti kot neke recimo ven ali iz kulturologije, lahko pa tudi v bistvu, ne vem, iz literarne vede, na primer, iz umetnostne zgodovine, ker gre res za natančne analize nekih umetniških del, ki so tudi napisane, ne, ki jih v bistvu Monet sam napiše, ne, in neke pesnitve, recimo, in neke slike, ki so potem samo opisane in tako, no. Teda z tega vidika se mi zdi, da ima zelo velik ta raziskovalni in analitičen zagon. Tudi toposi so recimo temu zelo univerzalni, tako da jih lahko nekako preneseš na vsako družbo, še tako različno, ne. Anja Radalec, zelo veliko sva že povedali, da ne bova prebrali romana še enkrat na mesto vseh poslušalcev, vas bom zdaj vprašala, kar ste že nakazali, omenili, namreč kakšnega bralca terja takšna knjiga? Ni za vsakega. Ne, jaz mislim, da je ta knjiga en velik izziv lahko trenutnemu načinu procesiranja informacij oziroma načinu, kakršnega je sodobni človek navajen. Ko sem razmišljala o tem vprašanju doma, sem pomislila, da mi je zanimivo, pač na kak način so se razvijala socialna omrežja. Recimo, če pogledamo YouTube pa Facebook, sta imela v bistvu še vedno neko daljšo formo lahko, ne, tudi v bistvu dovršeno produkcijo. Videi na YouTubeu so lahko dolgi, ne vem, 40 minut, imajo izrazito lepo ozadje, svetlobo, kadriranje in vse to. Ne vem, na Facebooku je dolgo časa so obstajale neke daljše debate, daljši zapisi in te zadeve. In se mi zdi, da se zdaj v bistvu recimo, ne vem, z nekim TikTokom, na primer, se pa to krajša, ne, imamo zelo kratek video, posnet ad hoc, brez neke produkcijske dovršenosti, ampak gre v bistvu zelo hitro, pač en video za drugim, pač v bistvu ves čas je tudi nekak ta razpršitev, ne, da v bistvu lahko spremljamo 3 videe, pa potem odpremo nov zavih v nekem čisto drugem in dobivamo informacije o nečem neki popolnoma različni stvari. Se pravi, ta razpršitev pozornosti je, se mi zdi, nekaj, kar je danes precej značilno in se mi zdi, da tudi v bistvu literatura, se mi zdi, da se na to odziva na ta način, da poskuša ponujati stvari, ki pritegnejo, ne, zgodba, neki, ne vem, napeti momenti, psihologije, s katerimi se lahko poistovetimo in tako naprej. No, ta tekst zahteva popolno koncentracijo, res popolno koncentracijo in v bistvu popoln fokus. Pač, ko beremo ta tekst, je nemogoče razmišljati nekaj drugega, ker se popolnoma zgubiš. Nemogoče je v bistvu brati zraven nekaj drugega, nemogoče je preverjati maile na telefonu, karkoli. Pač v bistvu zahteva popolno koncentracijo. In se mi zdi, da je v tem smislu lahko en zelo velik izziv. Zahteva pa tudi, kot sva govorili prej, ne, nekoga, ki se je pripravljen v bistvu postaviti v vlogo, ki je zelo sorodna tej vlogi pripovedovalca, ne. Se pravi, v bistvu nekoga, ki je pripravljen se poglobiti, se spraševati tudi neke stvari, za katere se mogoče lahko potem kasneje ujame, to je pa trapasto, v bistvu, to me je pa zapeljalo v nekaj, kar se čisto v bistvu, kar je nek trapast izmislek, no, ali pa trapasta interpretacija, ali pa preveč, ne, nadrobno. Skratka, nekoga, ki si želi in ima interes razmišljati in se lahko zbere in skoncentrira. V tem smislu pa mislim, da lahko ta knjiga, kljub temu, no, da je že kar nekaj desetletij od njene prve izdaje, no, mislim, da lahko še vedno tudi v tem času in prostoru zelo veliko pove, no, tudi zaradi tega, ker so noter, ja, nekatere zelo večne teme. In mislim, da pri teh večnih temah pride do enih zanimivih uvidov, tudi skozi to, da v bistvu nastaja ves čas ena taka ironična distanca do vseh teh uvidov. Skratka, mislim, da še vedno lahko veliko ponudi, ampak da predvsem
pa terja neke kvalitete, ki so morda nam danes že teže dostopne. No. Pa jih morda lahko znova privzgojimo si prav ob tej knjigi. Absolutno. Anja Radaljac, hvala. Zdaj smo nekako prišli do konca časovnega obsega, ki je namenjen tej oddaji, tako da vam čestitam res za ta zelo zahteven prevod in vam želim še veliko uspehov. Najlepša hvala. Hvala lepa za povabilo in da ste dali tej knjigi prostor in za prijeten pogovor. Hvala lepa. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. V njenem središču je bil danes avstralski pisatelj Gerald Murnane, predvsem pa tudi njegovo delo Pustinje, ki ga je prevedla Anja Radaljac, naša današnja gostja. Z njo sem se pogovarjala, Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Vito Plavčak.